Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Prijazen pozdrav. Več tednov nazaj smo k pogovoru povabili tudi komenskega župana, Erika Modica. Gospod župan prekrasnega kraškega mesta, rekli ste, kako pomembno je, da imate močno proizvodnjo v svojem kraju. Kakšna je prihodnost? Torej, dejansko je velik izziv v naši občini, ker smo demografsko zelo ogrožena občina in sodimo med 10 najmanj razvitih občin v Sloveniji. To pomeni, za nas je pomembno, da ustvarjamo nova delovna mesta in tukaj smo seveda hvaležni vsakemu podjetju, še posebej, če je z lokalnega okolja, da je tako propulzivno, da uspeva že leta in leta povečevati to število delovnih mest. Tako da naša prihodnost je v tem, da hkrati poskrbimo za ohranjanje kulturne dediščine in naše narave, zato da privabimo čim več obiskovalcev in da tudi razvijamo nek trajnostni turizem, da hkrati tudi krepimo razvoj podjetništva, zato ker to zagotavlja tudi stabilna delovna mesta, tako da v bistvu ohranjamo neko poseljenost na tem našem čudovitem koščku zemlje. Ko pridemo v Komen, na kaj je treba biti pozoren oziroma kakšno razglednico bi vi spisali za obiskovalce, enodnevne, dvodnevne? Tako bi rekel, pomembno je, da se zadržujejo ali pa zadržijo vsaj pol dneva, pa še boljše vsaj en dan pa 2 dni, zato ker potem bojo začutili to krajino, bojo začutili, da tukaj teče čas počasneje kot drugod. In vzeti se moraš čas tudi zato, da v bistvu spoznaš vse te naravne lepote, to bogato kulturno dediščino, da lahko tudi uživaš v kulinariki, ne samo v teranu in pršutu, pa tudi bistveno več je teh kraških specialitet in da to doživiš in zato se moraš vzeti čas. In to vedno povem vsi, ko pridejo recimo v Štanjo ali pa v Komen, vzeti se morajo čas, zato da spoznajo celotno ta čudoviti del Krasa, ta čudoviti del Slovenije. Glede kulturne dediščine, kaj je najbolj dvignjeno, kar najbolj pritegne in zanima ljudi? Ja, seveda je Štanjo tisti glavni magnet tukaj na območju komenskega Krasa, tako da Štanjo pobere 80% vseh obiskovalcev, Mi pa skušamo tudi to izkoristiti v ta namen, da širimo te obiske tudi na druga območja naše občine. Zgradili smo tudi skupaj z občino Sežana neko kolesarsko povezavo iz Komna do Sežane. Tukaj res lahko varno kolesariš po poteh, ki so sredi narave, brez avtomobilskega prometa in seveda pomembno so zdaj čas. Zdaj spomladi recimo, ko je polno cvetja, v jeseni, ko je ruj, obarva to deželo Krasa v neko čudovito rdečo barvo, Tako da res pomembno je idealno za pohodnike, idealno je za kolesarje in za tiste, ki tudi radi kaj pojejo, kaj dobrega pojejo in tudi kakšno kapljico popijejo. Če nisi Kraševec, če nisi Kraševka, romantiziraš lahko te kraje, vi se morate pa boriti, ampak Kraševci se znate. Kje so priložnosti tega kraja? Trajnostni turizem ali vendarle tudi ta omejena proizvodnja, kakršno je podjetje Biostil, zaradi česar so se tudi srečala tu? Jaz mislim, da je treba vedno graditi na večjih temeljih, ne samo na enemu, zato ker nikoli ne veš, kaj se zgodi. In to pomeni, po eni strani skušamo krepiti razvoj trajnostnega turizma, kot ste že omenili, po drugi strani tudi lokalno podjetništvo, zato smo tudi tukaj zdaj širimo obrtno cono v Komnu, z namenom, da omogočimo našim lokalnim podjetnikom, obrtnikom, da dobijo boljše pogoje za delovanje. In vsekakor je treba tudi graditi na razvoju kmetijstva, predvsem skozi turizem. Tako da mi se trudimo, da bi s pomočjo tega trajnostnega turizma tudi bilo večje povpraševanje po res lokalnih kmetijskih predelkih in na ta način, da bi čim več tudi domačinov se odločilo, da se ukvarjajo profesionalno s kmetijstvom, ne samo v prostem času, ampak prav profesionalno. Tako da na teh 3 temeljih mislim, da mora temeljiti razvoj občine v prihodnjih letih. In so domačini, ki ohranjajo te pristne okuse, po drugi strani pa še pravite, razvijate obrtno cono. Katere panoge pa so tule v vzponu? Oziroma v kakšne smeri vse se panoge razvijajo? No, zdaj lahko konkretno povem, da povpraševanje je za to novo obrtno cono s strani lokalnih obrtnikov, To je od elektroinštalacij do nekega čistilnega servisa, potem seveda tudi tukaj tista podjetja, ki so že v obrtni coni, potrebujejo dodatne površine, tako da je zelo raznoliko, tako da to je v bistvu nek splošen spekter tistih podjetij pa obrtnikov, ki so tukaj dejavni v naši občini.
Glede okusov pa tudi pravite, je treba kar spodbujati ljudi, da grejo domači okusi. Kaj pa gostilne pristne? To je zelo velik izziv, zato ker se v zadnjih letih opažamo, ne samo v naši občini, ampak tudi širše, da se zmanjšuje število gostinskih obratov, tudi število osmic se zmanjšuje. Ravno zato se trudimo za veliko turistično promocijo, ki vlagamo, torej ne samo v razvoj infrastrukture turistične, ampak tudi v samo promocijo, nekako prispeva k temu, da bi se ljudje ponovno odločili, da skušajo povezati kmetijstvo z gostinsko ponudbo, da bi na ta način ohranili tisto tipologijo okrasa, tisto, kar vemo, kaj pomeni kraška kulinarika. Pa vas obiskujemo domačini, Slovenci, ker je za vogalom takoj slišati glas zahodnih sosedov. Veliko gre tu kolesarskih skupin skozi vaše konce. Kdo je res ta turist, ki si ga želite? Smo dovolj zavedni Slovenci? Se zavedamo teh lepot krasa, edinstvenosti tega prostora? Ja, mislim, da se samo deloma tega zavedamo, žal. Lahko rečem to, da je bilo zanimivo za časa korone, ko se je delilo bone, smo imeli neverjeten porast obiskovalcev v naših krajih in vse, kar sem srečal, sem rekel, so bili presenečeni, kako je čudovit ta kras in kako bojo se ponovno vračali na ta kras, ampak enkrat COVID mimo, ko je bilo konec teh bonov, so se pač odločili spet za tisto klasiko, ali Dalmacija, ali Istra in tako naprej. Mislim, da je treba nam delati na tem, da privabimo ljudi, predvsem tudi bolj v tem mrtvem sezonskem času, to je v glavnem mrtva sezona po zimi, in da jih navadimo, da morda ne bo več v prihodnosti pomembno smučanje, ker ni več snega, ampak se bo treba ukvarjati s pohodništvom, s kolesarstvom, tukaj ima pa kras edinstveno priliko, da vskoči v to vrzel, zapolni to vrzel, tako da s tem se trudimo. Poleg tega, ko se zdaj nekako govorilo o tej nacionalni zavednosti, lahko že omenim prvi muzej slovenskega jezika in knjige, predstavlja vsa narečja celotnega slovenskega kulturnega prostora, torej ne samo znotraj Slovenije, ampak tudi vse, kar je v zamejstvu, tako Italije, Avstrije kot tudi Madžarske. Tako da to bo tudi taka točka, ki bo nekako združila vse Slovence celotnega kulturnega prostora. Tudi tukaj živimo ob meji, ampak se moramo zavedati, da čez mejo so to glavne slovenske občine, to so slovenski župani, ki vodijo te občine, tako da tudi z njimi veliko sodelujemo in tam lahko nekako prepoznamo, kaj pomeni nacionalna zavest in ker so v bistvu bolj zavedni, kot smo mi na slovenski strani meje. Nam se že včasih zdi vse skupaj samo po sebi umevno, da pač imamo in da nas bo že počakalo. Morda samo še, gospod župan, še to vprašanje. S kolesom zelo rad raziskujem kras. Vinskih poti je kar nekaj. Kako živo je pa to vrstno turistično življenje na nek način? Prav vinske poti, to pritegne precej ljudi na letni ravni? Ja, tako, zdaj tukaj je treba izpostaviti, da so predvsem posamezniki, ki so tukaj uspešni, tako da žal ta Kraška vinska cesta, ki je na zemljevidu prikazana, deluje samo deloma, tako da dejansko se bolj individualno se treba dogovoriti z posamezniki oziroma, kar je morda najlažje, da se pač obrnejo na to močno razvojno agencijo Krasa in Brkinu, ki tudi nekako pokriva celotno turistično destinacijo Krasa, da oni potem tudi pomagajo pri organizaciji takih obiskov. Pa še za konec, ko govorimo o Komnu, katere osebnosti so najbolj značilne ali morda kakšni dogodki, skratka mejniki te občine, tega kraja? Tako kot rečemo, omenimo druge, recimo Ptuj, najstarejše slovensko mesto. Kaj pa bi lahko rekli za Komen? Njegovo izhodišče ali pa skupni imenovalec tega kraja je? Po mojem težko dati na en imenovalec, zato tukaj imamo vedno nek dualizem. Na eni strani je Komen kot središče občine Komen, na drugi strani pa Štanjel kot tisto kulturno srce Krasa. Pa je kar močan konkurent. Ja, kar močna konkurenca, tako da, kar se tiče Štanja, lahko rečemo, da kar je morda najbolj zanimivo, da se je tam našlo najstarejše peške grozdja, in to 2000 let pred našim štetjem, so stare, tako da smo nekako dokazali, da je bil že tu vinorodni okoliš v času, ko ni bilo, preden so prišli Rimljani in Grki. To pomeni Štanjo sam kot simbol tudi te stare prazgodovinske kulture, gradišče, eden izmed gradišč tukaj na območju Krasa, ki je bilo ogromno teh gradišč, tako da po eni strani lahko rečemo, da je ta kultura gradišč tista prav kultura, ki je pomembno zaznamovala to območje.
Kar se tiče pa bolj zahodni del občine, pa moramo reči, da je to bolj v znamenju predvsem Prve svetovne vojne, ne. Tukaj je potekala Soška fronta, ne. Cel zahodni del je bil kompletno uničen in potem seveda Druga svetovna vojna, ki je pomenila za Komen tudi potop, ne, in za okoliške kraje, ko so ga Nemci požgali leta 1944. Tako kot so tudi potem v drugi strani partizani minirali Štajerski grad v Štanjelu, ne, in dejansko se te rane počasi celijo, no. Tako da zdaj letos smo veseli, da bomo lahko rekli, da smo zaključili obnovo gradu v Štanju po več kot 50 letih, da bo se sijal v polnem sijaju, ne. In tudi tukaj v Komnu skušamo vedno pominjati na te dogodke s tem namenom, da opozarjamo za naprej, ne, da bomo pozorni posod tam, kjer se dogajajo spet neke take miselni vzorci, ne, nedemokratični, da treba temu stopiti na prste in že v kali zatreti, ne, da se ne bi ta zgodovina spet nekoč ponovila. Lepo, da smo s tem končali, ne nazadnje je 80 let od konca Druge svetovne vojne in kot rečeno, tile kraji so plačali kar visoko ceno na vseh mogočih straneh. Hvala lepa za pogovor in nasvidenje. Skratka, v Komen na Kras se res splača priti, no, sama se izredno rada vračam. No, veseli, dobrodošli na Krasu, tako. Pogovarjali smo se s komanskim županom Erikom Modicem. Povabljeni, da vas korak ali pot kdaj popeljeta tudi proti prelepim kraškim krajem. Zakladi naše dediščine.